Volilnega molka ni več. Takole smo pred skoraj desetletjem poročali o odločitvi Vrhovnega sodišča, ki je odpravilo prepoved javne volilne propagande za državljane. Stroga pravila pa so se do danes obdržala za politične akterje. 24 ur pred ljudskim izrekanjem jim je prepovedano plakatirati, organizirati politične shode oziroma kako drugače poskušati vplivati na volilno izbiro ljudi. A to kršiteljev ne ustavlja. Statistika zadnjih parlamentarnih volitev, 600 domnevnih nepravilnosti, 90 sproženih postopkov in samo 16 opominov ali glob. Ker da nimamo učinkovitega orodja proti kršitvam, bi volilni molk predsednik vlade ukinil. Zadnje čase smo širom Evrope, ne samo v Sloveniji, priča temu, da so se desni populisti zelo dobro organizirali na socialnih omrežjih. Na socialnih omrežjih širijo ne samo neresnice, ampak sistematično kršijo ravno volilni molk. Ukinitvi so načelno naklonjeni tudi v SDS, saj menijo, da molk ne prinaša dodane vrednosti. Pa razpoloženje drugod, v Levici se sprašujejo, ali to ne bi prineslo še več tveganj, saj da bi lahko odprlo prostor za pritiske na volivce, denimo z nagovarjanji tik pred volišči.